Iz naših krajev. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o dobrem poslovanju in načrtih kmetijske zadruge Trebnje, možnostih za izboljšanje prometne varnosti v Posavju in Zasavju, logoterapevtskem simpoziju v Domu svetega Jožefa v Celju, razglasitvi dela koprskega pokopališča za kulturni spomenik lokalnega pomena in o novem hotelu ter vetrovniku v Žirovnici. Vabljeni k poslušanju. Radio Ognjišče v vašem kraju. Prometna varnost v Posavju in Zasavju je zadovoljiva, a bi se jo dalo še izboljšati. V prvi regiji je lani število umrlih v prometnih nesrečah naraslo, medtem ko je v drugi upadlo. V minulem tednu je na temo varnosti v prometu v Sevnici potekalo delovno srečanje Agencije za varnost prometa z odgovornimi za varnost v obeh regijah. Sevniški župan Srečko Ocvirk prometno varnost v občini Sevnica ocenjuje kot solidno, vseeno pa bi jo bilo mogoče še izboljšati. Ob tem izpostavlja. Tam, kjer ni prometa, je problem še večji kot tam, kjer je promet, ker tam, kjer ni prometa, ni razvoja. Razvoj pa promet sta pogojena. Prejšnji teden na obisku vlade v Posavju sem predsedniku in ministrici izpostavil, da Sevničani si želimo cestninsko cesto do našega kraja, do našega mesta. Ne? Ker bi radi imeli tak standard ceste, zato, da bi hitreje, bolj kvalitetno prišli do mesta, ampak to je usoda, da je nimamo, zato ker promet generira ta razvoj. Da glede tega vsakodnevno prejmejo pobude za izboljšavo od številnih občanov, so potrdili tudi na Agenciji za varnost prometa. Ob tem v.d. direktorice Saša Jevšnik-Kafol poudarja, da kaj drugega kot apelirati na upravljavce cest glede tega ne morejo narediti. Predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu iz posameznih posavskih in zasavskih občin so sicer v razpravi kot težavo za varnost v prometu izpostavili naraščanje vožnje pod vplivom drog, česar je vse več. Čedalje več je tudi starejših voznikov, ki so pogosto vprašljivo sposobni za varno vožnjo, so opozorili. Neustrezna cestna infrastruktura je glavna težava tudi v Hrastniku, v Trbovljah pa to, da praktično nimajo kolesarskih poti. V Brežicah se je po besedah pomočnika komandirja tamkajšnje policijske postaje Robija Bračuna lani največ prometnih nesreč pripetilo zaradi neprilagojene hitrosti in nepravilne smeri vožnje. Pri nesrečah negativno izstopajo predvsem naselja, kjer ni urejenega uličnega sistema. Prispevek sem pripravila Manca Hribar. Radio Ognjišče v vašem kraju. Osrednji del koprskega pokopališča, ki je doslej imelo status registrirane dediščine, so prejšnji teden na seji mestne občine Koper razglasili za spomenik lokalnega pomena. Svetovalka župana za kulturo in mednarodne projekte Vesna Pajič je povedala, da so na starejšem delu pokopališča našteli približno 2250 nagrobnih pol, ki so jih podrobno pregledali in analizirali. Izmed vseh pregledanih grobov so kulturno, umetnostno in zgodovinsko vrednost prepoznali v 396 primerih, kar predstavlja približno 17%. Mateja Makovec iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine pa je dodala, da je zavarovan celoten obod starega pokopališča, vključno z vsemi ograjami in potmi, mrliško vežico, vhodnim objektom in kapelo. Kot je še poudarila, gre za velik zaključek pomembnega dela, saj je Zavod za varstvo kulturne dediščine z valorizacijo začel že leta 1994. Leta 2002 je bilo potem pokopališče vpisano v register kulturne dediščine. Potem so v bistvu dolgoletna pogajanja, ki so potekala, nekako privedla do zaključka, da smo zdaj nekako to zadevo sprovedli in zaključili. Valorizirano je bilo celotno pokopališče, mislim, tale srednji del, ki je ohranjen skoraj v celoti, razen malenkostnih statičnih problemov, ampak to so rešljive zadeve. Razglasitev pokopališča za spomenik lokalnega pomena bo zagotovila pravno varstvo pokopališča pred neprimernimi posegi, omogočila strokovno usmerjeno ohranjanje in vzdrževanje v sodelovanju z zavodom.
Obenem pa bo prispevala tudi k večji prepoznavnosti in spoštovanju dediščine med prebivalci in k možnosti vključevanju v kulturne, spominske in turistične programe. Mestni svetniki so na občinski seji prejšnji teden potrdili tudi nakup 2 zemljišč na klifu nad obmorskim parkom v Žusterni. Kot je pojasnil župan Aleš Bržan, si občani želijo, da območje ostane zeleno, javno lastništvo pa je po njegovem prepričanju najučinkovitejša varovalka pred pozidavo in špekulacijami. Razprava je bila sicer polemična, saj občina namerava zgraditi dvigalo, s katerim bodo povezali Markov hrib z obmorskim parkom Žusterna. Da bi to uresničila, pa mora zgraditi podporni zid ter sidrati varovalno oporno konstrukcijo ob utrjeni brežini v lasti podjetja Šport. Več svetnikov je nasprotovalo morebitni gradnji na omenjenem območju, kjer je danes gozd, a prejšnji lastnik je tam načrtoval gradnjo hotela s približno 180 sobami in podzemno garažo. Na koncu je prevladal razum, odločitev je sledila želji Svete krajevne skupnosti že iz leta 2024. Skratka, odločili smo se za to, da občina kupi ta klif za ceno, ki je seveda visoka, ampak primerna kvadraturi, ker govorimo o 9400 in nekaj kvadratnih metrih. In če bomo dovolj modri, bomo to območje tudi v naslednjih generacijah ohranili zeleno. Je povedal koprski župan. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič. Radio Ognjišče v vašem kraju. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, ki je največja kmetijska zadruga po številu članov in prihodkov v državi, je lani vnovič povečala prihodke. Ti so dosegli 110 milijonov evrov oziroma 15% več kot leto prej, je povedal direktor Stanko Tomšič. Leto so končali s pozitivno ničlo, pri tem pa uresničili večino ciljev. Lahko povem, da smo v zadnjih letih intenzivno vlagali v rast in razvoj zadruge, ker verjamemo, da smo s tem dosegli nek obseg poslovanja, ki omogoča dolgoročno preživetje zadruge in ohranjanje svojega dolgoročnega smisla. Zagotovo ni smisel zadruga v tem, da je samo nek drugorazredni prodajalec oziroma drugorazredni trgovec, da sem v nekem tranzitu prodaja določene proizvode oziroma jih kupuje, temveč zadruga, če želi ohranjati nek svoj smisel, ki je v pospeševanju gospodarskih koristi naših članov, mora vzpostaviti neke pogoje, da lahko na določene nabavno-prodajne trge tudi vpliva. Med drugim imajo danes na območju Dolenjske, Bele krajine in v Litiji 15 tehničnih in 16 živilskih trgovin, 2 vrtna centra, tekstilno trgovino, 4 bare in menzo ter 2 interna bencinska servisa. Letos nameravajo skleniti še gradnjo trgovskega centra v Črnomlju. Lani je zadruga zaposlovala 250 ljudi in imela skupno 1058 članov. Odkupili so 11.000 glav govedi. To jih uvršča med enega največjih odkupovalcev govedi v državi, 50.000 litrov mleka ter več tisoč ton žit, zelenjave in sadja. In kakšni so načrti za prihodnost? Kar pa se tiče ciljev za letošnje leto, zagotovo bomo zaključili z investicijo v trgovski center Črnomelj. Gre za investicijo, ki pač smo jo obljubili že v času, ko smo se združevali oziroma ko smo pripojili KZ Krka, smo tem ljudem obljubili, da bomo tudi na območju Bele krajine vlagali in evo, to obljubo sedaj tudi realiziramo. Sicer pa bi rekel, da smo v zadnjih letih nekako dosegli predviden srednjeročni razvoj, predviden obseg poslovanja. Zato bosta prihodnji 2 leti predvsem namenjeni utrjevanju našega položaja in izboljšanju nekaterih naših poslovnih procesov in ekonomike na posameznih področjih. Letos načrtujejo 112 milijonov evrov prihodkov in pozitivno poslovanje. Zavedajo pa se, da naloga ne bo lahka, saj postajajo razmere na področju kmetijstva precej negotove, stroški dela pa se povečujejo. Zelo je narasla cena telet, kar povečuje stroške zadruge. Alarmantno je tudi stanje na področju odkupa mleka, je še dejal Tomšič.
Na novinarski konferenci so predstavili tudi letošnji že 20. Gregorjev sejem, ki ga pripravlja zadruga in bo potekal med 13. in 15. marcem na hipodromu v Šentjerneju. Na njem bo razstavljalo 200 razstavljavcev, pričakujejo pa še nekaj tisoč ljudi več kot prejšnja leta, ko je sejem v povprečju obiskalo do 25 tisoč ljudi. Rast obiska pripisujejo predvsem temu, da bodo letos obiskovalcem prvič poleg samega sejma v soboto zvečer ponudili tudi zabavni program. Prispevek sem pripravila sestra Meta Botočnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. V žirovniški občini so se razveselili novih pridobitev na področju turizma in športa. Pred kratkim so tam slovesno odprli prvi hotel. Ob svoji poslovni stavbi ga je zgradilo družinsko podjetje Medium. 3 milijone in 400 tisoč evrov vredne naložbe so se lotili, ker tiskarstvo, ki je že več kot 30 let njihova osnovna dejavnost, nima velike perspektive, je pojasnil direktor Miran Dolar. Financirali so jo tudi s pomočjo kreditov in nepovratnih sredstev. Prijavili so se na razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje vlaganj na nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti te panoge, ter iz načrta za okrevanje in odpornost prejeli 823 tisoč evrov. Hotel so poimenovali Tri vrh, kar je povezano z njegovo zunanjo arhitekturno podobo. Iz njega se namreč vidita tako Triglav kot Stol. Hotel ima 20 sob, 48 ležišč, imamo prenočitev z zajtrkom. Možno je seveda tudi za kakšne dogodke, kosilo ali večerje, ampak to po naprejšnjem dogovoru. Drugače pa delamo tudi na programu, to je kot outdoor hotel. Imamo program vodenja, kolesarstvo, pohodništvo, pa tudi druge aktivnosti. Gor je nasejena soba, možnost za team buildinge, tam nekje do 20 ljudi. V bližini, v poslovni coni v Mostah, je zaživel tudi nagnjen vetrovnik, drugi takšen v Evropi. Že v prvem mesecu delovanja je bil po navedbah pristojnih dobro obiskan. Prvi vrst je sicer namenjen za treninge reprezentanc smučarskih skakalcev, padalcev in kolesarjev. Žirovniška občina tako v prihodnje ne bo le središče kulture, ampak tudi športa, je prepričan župan Leopold Pogačar. Razmišljam že o tem, da se bomo pridružili seveda tem krajem in občinam, ki so olimpijski kraji, kajti nenazadnje bo en pomennih objektov tukaj. No in seveda ta objekt bo namenjen tudi turističnemu obisku in to je zanesljivo dobra stvar. Zdaj seveda ne želimo se nekih velikih nastanitvenih objektov, ker niti nimamo prostorskih možnosti, niti nimamo to v prostorskih načrtih, ampak če smo v naši strategiji omenili ta butični turizem, je ta hotelčič zanesljivo eden od teh. Pomen hotela in potencial, ki ga prinaša vetrovnik, je poudaril tudi direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman. Menimo, da je to zelo dodana vrednost tudi z vidika turističnega pogleda. To absolutno predstavlja velik potencial za razvoj turizma in pa tudi za podaljšanje neke sezone, da ni to samo poletna sezona, ampak da se tudi razteza v druge mesece, tako da pozdravljamo in smo zelo veseli takih pridobitev. Prispevek sem pripravila Helena Križnik. Radio Ognjišče v vašem kraju. Z naslednjim prispevkom vas želimo povabiti v dom svetega Jožefa v Celju, kjer bo od 13. do 14. marca potekal simpozij logoterapevtov 2026. Vsebine simpozija nam bo predstavil podpredsednik društva Logos Miroslav Nidorfer. Torej, na tem simpoziju bo sodelovalo kar nekaj takih eminentnih predavateljev. In sicer prvo plenarno predavanje bo imel dr. Dan Podjet, ki nam je znan s svojimi številnimi znanstvenimi knjigami in pa tudi z leposlovjem. In ima naslov to predavanje, kako zajeziti epidemijo osamljenosti v hiperpovezanem času. Drugo plenarno predavanje bo imela iz Makedonije Vaska Dimitrova, doktorica medicine, specialistka psihiatrije z naslovom Paradoks dopamina, odkrivanje smisla v dobi preobremenjenosti s čutnimi držljaji. Predavanje bo tudi prevajano slovenščino. Zvečer bomo imeli kulturni program, sicer eno gledališko predstavo iz celjske skupine o Almi Karlin, ki je znana Celjanka oziroma tudi svetovno znana popotnica, čajanka z Almo o trinki njene umetniške duše. Potem naslednji dan, v soboto,
bo tretje plenarno predavanje. Dr. Aleksander Batani prihaja iz Dunaja, vodi inštitut Viktorja Frankla, je tudi bil Franklov učenec, logoterapeut svetovnega merila. Bo imel predavanje Svoboda in odgovornost, temeljna pojma Franklove logoterapije, kako jo razumeti danes. Tudi to predavanje bo prevajano v slovenščino. Popoldne bo en sklop delavnic, takih zanimivih, vsaka pol uro pa pol, cirka 6 delavnic, ki se bodo dvakrat ponovile. Svoboda in odgovornost v tretjem življenjskem obdobju, srečanje z osebo med terapijo, svetovanjem in drugimi načini stika s človekom, svoboda in odgovornost pacienta, psihodrama v luči logoterapije, informativna delavnica, potem logoterapevtska pomoč v stiskah vsakdanjega življenja in pa delavnica, letos je 120-letnica rojstva dr. Antona Trstenjaka in 30-letnica smrti, je neke vrste tudi Trstenjakovo leto. In bo ena delavnica, bralnica kot povezovalnica src z dr. Antonom Trstenjakom. Udeleženci bodo lahko izbirali enem sklopu, potem pa drugo delavnico v drugem sklopu. Zadnje sklepno, četrto predavanje bo pa počastitev 120-letnice rojstva in 30. obletnice smrti dr. Antona Trstenjaka, ki ga bo imel priznani antropolog, logoterapeut, ki je tudi študiral pri dr. Lukasovi, dr. Jože Ramovš, koncept odgovornosti in svobode v misli dr. Antona Trstenjaka. Mednarodni logoterapevtski simpozij z naslovom Človek na vrteljaku svobode in odgovornosti bo v Celju, v domu svetega Jožefa, 13. in 14. marca 2026 in ste res toplo vabljeni. Prijavite se pa lahko na spletni strani društva Logos. Vabljeni tako tisti, ki ste strokovnjaki področja človeka, antropologije in pa tisti, ki vas pač enostavno te življenjske teme zanimamo. Lepo vabljeni. To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinkov vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna. Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.